Dragi moji, Smrketa danes z vami. Nekdo od vas mi je poslal to idejo oziroma nek TikTok in je rekel, dajmo mogoče govoriti o teorijah zarote v smrkcih, ker mind-blowing ASMR. Moje lase imajo danes svoj life. V glavnem in resno so. Že ful dolgo nisem delala video o teorijah zarote v nečem, ker me preprosto nič ni potegnila, ampak zdaj sem prebrala tole o smrkcih oziroma pogledala par video in sem tako, it's next leveling, everyone. Pa ni tako ena ali pa dve, kot sem najprej mislila, tako ene, 5 jih je. Tako da, gremo v video, pa ta po moje, da ne bo dolg. 23. oktobra 1958 se je v svetu rodila belgijska stripovska franšiza Smrkci. Torej iz Belgije izvirajo, pa to so majhna modra bitja, kakor itak vsi veste, in ratali so svetovno znani. Razširili so se v filme, televizijske oddaje, v igre, v videoigre in drugo. Prvo stvar, da vam sam povem glede barve, ker pa se vse sklepa na podlagi barve, zakaj so modri in tralala, ampak v osnovi rečeno, da je šlo sam za sistem odločanja, torej, če bi bili rdeči, bi izgledali ful agresivni in jezni. Če bi bili rumeni, bi basic izgledali, kot da so alkoholiki, imajo zlatenico ali pa so res bolni. Če bi bili zeleni, bi se pred zmešali z listjem in sploh ne bi videli tam pod gobam, kjer živijo. Če bi bili rožnati ali pa roza, bi izgledali, da jih je ves čas sram. Tako da, dajmo jih narediti modre in to ne bi bila ta osnovna razlaga barve. Ne bi bila. Gremo kar na prvo, meni osebno najbolj mind-blowing teorijo in sicer, da je Ata Smrk, the devil itself, vrag, hudič. To zgodbo, da je on hudič, začnemo na osnovi Gargamela. Je the bad guy od smrkcev, ki jih ves čas hoče potolčiti in jih nekako ujeti in zastrupiti in ne vem kaj. On izvira iz resnične osebe, iz Španije. Njegovo zgodbo poznamo že odskar je bil baby, ko so ga dejansko, njegova družina ga je dobila, ampak so bili toliko revni takrat v Španiji v 12., mogoče v 13. stoletju, da ga niso mogli preživeti in edina opcija, ki jim je ostala takrat v Španiji, bilo ful neke cerkve in so rekli, cerkev bo poskrbela za njega in so ga lepo odložili pred vrata ene random cerkve. Ampak v tej cerkvi so bili samo zelo stari duhovniki in nobenega drugega, da bi za tega otroka skrbel, in nekaj časa so skrbeli za tega otroka, dokler preprost Gargamel ni lih toliko odrasel, oni vsi so pa pomrli. In kar se je zgodilo z njim je to, da je bil sam in osamljen in sčasoma depresiven. Ni vedel, kaj bi počel, nikogar ni imel razen mačka. In temu mačku je dal ime, kako? Azrael. In kaj je Azrael? Padli angel. Zakaj mi ta teorija toliko všeč? Zaradi tega, ker ne bi bili smrkci kot njegovi sovražniki dejansko slabi, ker predstavljajo 7 smrtnih grehov. Če ne verjamete, poslušajte tole. Greedy Smurf je tisti, ki je pohlepen, on bi vse imel. To je smrtni greh. Potem je Brainy Smurf, ne bi predstavljal kar 2 greha, in sicer nevoščljivost in pa ponos. Ker tak je. Lame Smrkec ne bi predstavljal lenobo. Lenoba se sliši čuden, ampak je tudi smrtni greh po cerkvi. Drnjavček je skozi jezen in tak malo kolerik, ne bi predstavljal pač bes oziroma sladkorni smrček. Sladkosnedi smrkec stavlja glutoni oziroma požrešnost, se pravi, da bi vse samo in potem Smrketa naša predstavlja last oziroma poželenje in ves čas se skozi poigravajo z to idejo tudi v smrkcih, čeprav je otroška risanka. Potem imamo pa Papa Smrfa oziroma Ata Smrka, ki pa predstavlja baje hudiče samega, zato ker je edini od vseh, ki ima rdečo kapico in vsi smrkci mu sledijo in je gazda in Gargamel posledično kot cerkveni služabnik, kot nekdo dober, želi svet zaščititi pred temi grehi. Še ena bizarna zgodba. Ta pa izvira iz Nemčije in je grozna in dejansko Nemci, vse tisti starejši, si tako predstavljajo smrkce in razlagajo osnovno zgodbo in je nora. Pa je ena učiteljica otrokom v Nemčiji rekla, kje živijo smrkci? In on je rekel, v gobah? Ja, v gobah živijo. In on tako, ja, in? No, zgodba v ozadju ta, da ne bi bili smrkci zelo evil, zlobna bitja, škrati, whatever, ka ne bi uboge nič hudega sluteče otroke zvabil v sneg, v luknjo v snegu, v razne prepade, zamete, da ne bi tja otroci te padali in tam zgubili življenje, ker ne bi mogli splezati ven, ne bi se mogli rešiti oziroma bi pač zmrznili. In kaj se potem zgodi? Pazi to. Na spomlad bi itak ta trupla potem najdel, ker sneg skupni in najdeš pač, ker ostane. In kaj bi bili potem otroci, razen pač, da so že zgnili, je to, da bi bilo odspod gobe. In pa smrkci so bitja, ki se nahajajo v gobah po trupli, ki so jih itak zvabili v smrt. In zakaj ne bi imeli bele kapice gor? Zaradi tega, ker bi bili posmehovali tem otrokom, ki so imeli pač sneg na glavi, ali ker jim je padel, ali ker je potem naknadno zapadel na trupla, kot v posmeh.
snegu na glavi. Pa so pa še razne druge teorije, ki meni niso bile več toliko všeč, ampak gremo čez. Komunisti so, smrkci so komunisti. Ivan Topman je dejansko v YouTube videu začel o tem govoriti leta 2008 že in eni niso resno vzeli, eni so resno vzeli. Zakaj? Zato, ker so samozadostni, pri vodenju lastne mini skupnosti, ne rabijo nič od zunaj, nobene pomoči, vsi so na istem, vsi so neko tovarištvo, imajo edin ata smrka, ki je pač pametnejši in starejši, ni pa nadrejen in dejansko imajo to komunistično zgradbo. In potem ata smrka povezujejo s Karlom Marxom, vsak smrkec pa delal dobro sebe in vsakega drugega smrkca in skupnosti. Pa še najljubša barva ata smrka je, ki ima tudi kakšno kapico že rdečo, je pa tudi barva komunizma in barva Sovjetske zveze. In ful puša naprej tudi to idejo, da če kjerkoli od smrkcev želi ravnati karkoli po svoje ali pa izven njihove komunistične poti, gre nekaj narobe. Naprimer, eden mislim, da je hotel uravnavati vreme ali nekaj takega in se je cel sistem zrušil, kao, bog ne da izstopati. In potem ta Ivan Topman je naprej ugotavljal, kaj pa je Gargamel, in ugotovil, da Gargamel pa predstavlja kapitalizem, torej največjega sovražnika komunizma, torej nasprotje, grabljenje moči in kapitala. In edina skrb od Gargamela je samo lastno zadovoljstvo, torej sam kaj on hoče, česa noče in tako naprej. Make sense? Gargamel ne bi bil tisto, kar se zgodi z družbo, če se en počuti pametnejšega, bolj pomembnega ali pa da si več zasluži. Naslednja teorija je pa rasistična. Ta spet razumem, kako so pomislili na to, ampak mogoče se šli malo predaleč. Recimo tukaj so temeljili na ideji, da pač v enem delu, upam, da tle najdla vam klip, ena muha random ugrizne enega od smrkcev in ta smrkec rata temen, rečejo, da črn, v bistvu bolj temno-vijoličen, I guess, in potem začne kar blebetati ene besede in ne zna več komunicirati, ni več priseben in začne napadati druge smrkce in kogarkoli potem on ugrizne, se mu isto zgodi, ker nekaj blebeta, nek njak, pa kar, a ne. In kao temno oziroma črno je necivilizirano, je pod manj vredno, bla, 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 ne, in potem kao. Meni se zdi, lase prevlečen, ampak ajde. In pa še zadnja teorija, jih je več, ampak drugi so mi že toliko butasti, da nisem šla v njih, ta zadnja je pa, da so oni Ku Klux Klanovci. What? Smrkci so vsi iste barve, vsi smrkci nosijo bele kapce. Vodja smrkcev, papa smrkec oziroma ata smrk, ne bi bil veliki mojster vseh malih smrkcev, nos pa rdečo kapuco. In pa imajo samo eno samico. In kako se vam to zdi, pa je to ekstremno spominja na KKK, Ku Klux Klan. Kdor ne ve, kdo so Ku Klux Klanovci, to so največji sovražniki, največji rasisti, oni so bili najbolj proti črncem, ne samo, da jih niso odobravali, so jih na polno mučili, niso želeli, da imajo kakršnekoli politične pravice, kakršnekoli pravice, pretepali so jih, pohabljali, mučili in pa morili, in pa ful so upevali nedotakljivost belih žensk, koliko nagražen je, da ima nek črnc neko belko, a ne, in tukaj imamo smrketo, ki ji noben blizu jih ne pride. A Ku Klux Klanovci so bili oblečeni v bele kute s takimi koničastimi belimi kapucami. In pač vodja mislim, da ne bi imel rdečo, tako kot smrk. Tako da ta ful spominja na rasistično teorijo, ampak ja, hočem reči, da zanimiv. Razumem, da je kdo na to pomislil, ampak iskreno upam, da je ta pisatelj ali risar smrkcev, če so bili najprej strip, da res ni toliko daleč razmišljal. Anywho, to je to za danes, mečken krajši video, danes nekaj 20 minut, upam, da je bilo všeč, podobne ideje mi pišite, vse preberem, brez skrbi po screenshotam, če mi je kaj zanimivo in tako naprej. Tukaj imate vedno dve moje pomembne kode, ki mi lahko ful pomagate z njimi, torej Alenka 5 za Jim Beam in pa 10 Alenka za Malinco. Zdaj se pa vaša Elen mama poslavlja. Imejte lep začetek jeseni, I love you, smrketa out, bye!